Torej, mogoče čisto za začetek, prišli ste med zadnjimi oziroma zadnji, kako je bilo, ko ste prišli, kaj posebnega? Mislim, nič posebega, prišel sem zadnji, zato smo imeli še tisto zadnjo tekmo, ne. Ampak ja, sem zelo vesel, da sem prišel, no. Sem že res komaj čakal, da se pridružim igralcem in nasploh, da se začne. Kaj ne boš ti še kaj vprašal? Ne, kar začnem, to boš povedal. Ne, sam. Te je po svoje skrbelo, glede na to, koliko se je podaljšala klubska sezona v primerjavi z nekaterimi drugimi fanti, da bi bil tu v nekem zaostanku, mogoče tudi v hendikepu zaradi tega, ali boljše celo, da si dolgo igral? No ne, jaz nisem nič glede tega razmišljal, sem se fokusiral samo na tisto, kar sem mogel pač delati. In se pravim, iz dneva v dan se fokusiram in je to. Zdaj si tukaj pripravljen na evropsko prvenstvo, verjetno nekaj, kar si sanjal. Nekateri fanti pa so sanjali še mnogo dlje. Ja, itak, to so že do vsakega sanje, ne, da igramo take tekme, tako da jaz mislim, da že vsi komaj čakamo. Kako je v reprezentanci, kako se pripravljate, kakšno vzdušje, kako Super. gledate naprej? Vsi smo, se pravim, vsi že komaj čakamo, vsi smo, kako bi rekel, napaljeni, da se začne te tekme, tako da res smo pripravljeni, smo vsi dobre volje in treniramo na polno. Za ta bo ena fantastična sezona, še boljša od pričakovanja, ali si si postavil take cilje? Mislim, jaz sem si zastavil še višje cilje, ampak sem tudi s tem, kar sem naredil, sem zadovoljen in gledamo naprej. Koliko višje? To ostane pri meni. Okej. Pa kam naprej? Naprej bomo videli, sproti. Tudi odvisno od tega, kako bo na evropskem prvenstvu, ali kakšne imate načrte? Ja, mislim, tudi to je velik ključno, se mi zdi, zaradi takih pomembnih tekem, ampak se pravim, jaz se fokusiram samo na naslednjo tekmo, na naslednji trening, tako da in bomo videli sproti, kaj bo prineslo. Kar nekrat ima reprezentanca obilje razpoloženih napadalcev, ni najbolj hvaležen položaj zate, ampak kako se spoprijemaš z njim, pa kako iščeš svoje priložnosti? Ja, vemo, da je konkurenca velika, ampak mi vsi smo pripravljeni, vsi vemo, kaj hočemo narediti na igrišču in probamo dati maksimum. Vem, da boš rekel, da boste na vsaki tekmi igrali na zmago, ampak če bi si lahko zbral eno zmago, Danska, Srbija ali Anglija, koga bi najraje premagal? Jaz bi premagal vse. To sem rekel, da to bi. Ampak eno si lahko zbereš, kviz je to. Jaz bom vztrajal pri tem. Okej, v redu. Letošnja sezona, torej, če še malce več spregovoriš, 14 golov si dal v švicarskem prvenstvu, kako si zadovoljen s tem? Ja, jaz sem zadovoljen, ampak vem pri sebi, da lahko naredim še ful več. Zdaj, to imam vedno v glavi, to vedno delam, da se izboljšujem in gledam samo naprej, kaj se da izboljšati. Okay. Kar tle se postaviš, Bengate. Je to? Ta je, tu je, pa lahko začnemo. Beni Lej, vsi bi bili že na Mikonosu, če ne bi ti dosegel zadetka proti Kazahstanu. Kako živiš s to krivdo? Zelo lepo, no. Da sem malo podaljšal zamiknil te počitnice. Šalo na stran. Se ti vrti v glavi tisti zadetek, se ti vrti zdaj v glavi, ko si v bistvu na zboru pred evropskim prvenstvom, kaj ste naredili, kaj si tudi prispeval k temu? Ja, po tisti tekmi se je kar nekaj časa vrtel v moji glavi, pol se je malo pozabil, ampak zdaj, ko smo na reprezentanci, se spet ga videvam kje na socialnih omrežjih. In ja, pač sami lepi občutki me preletijo in upamo samo, da bomo nadaljevali te lepe občutke na Euro. Ti si že dolg v reprezentanci, ti si eden tistih, ki ste bili največkrat razočarani, ki ste najdlje čakali, ki ste najbolj poudarjali, da boste dosanjali te sanje. Kako se zdaj vse to skupaj zdi en teden pred Eurom? Ja, jaz se še spomnim tiste tekme z Ukrajino v Ljudskem vrtu, ko smo bili res blizu. Sicer nisem igral, ampak sem bil na klopi, ampak vseeno to so bila po tisti tekmi, je bilo v bistvu 7, 8 let, 9 razočaran. Tudi tiste tekme v Makedoniji, se spomnim, ko včeraj potem z Avstrijo doma. Tako da zdaj smo res, vsi ste videli sami, koliko smo bili veseli, sploh tisti starejši, Jan, jaz, ne vem, Špoki, Peki. In pač to smo doživeli ene sanje, ki smo si jih zastavili. In zdaj jih moramo samo še realizirati. Ti mlajši verjetno težje razumejo, včasih morate povedati, kaj smo mi vse dali čez, da ste vi zdaj